udeleženci, lepo pozdravljeni in prisrčno dobrodošli na letošnjem 3. agrobiznis webinarju. Za vsemi nami je sicer dolg dan, a čakata nas zanimiva tema in debata, zato verjamem, da je energija pri vseh nas še na visoki ravni. To priča tudi veliko zanimanja za webinar, kar ni čudno, saj bomo govorili o zelo zanimivi temi – osebne finance. Webinar smo pripravili skupaj s strokovnim partnerjem Generali Investments, ki se mu v imenu ekipe agrobiznisa zahvaljujem za sodelovanje in podporo. Kljub temu, da smo takole na daljavo, smo poskrbeli, da se bo slišal tudi vaš glas, spoštovani udeleženci, kako. Preko klepetalnice oziroma četa lahko predavateljem ves čas zastavljate vprašanja. Vami v klepetalnici je moja cenjena sodelavka, novinarka in urednica agrobiznisa Petra Šubic. Na koncu vsake predstavitve bomo sogovorniku zastavili eno ali dve izbrani vprašanji, če jih bo več, pa bomo skušali nanja odgovoriti v debati v zadnjem delu današnjega srečanja. Skupaj se bomo torej družili predvidoma do 9 pa četrt. Pa začnimo najprej kar s presenečenjem. Med vsemi, ki boste ostali z nami do konca, bo naš strokovni partner, Generali Investments, žrebom po koncu webinarja podelil 11 nagrad. 10-krat bon v vrednosti 40 evrov, kot vplačilo v izbran podsklad Generali krovnega sklada in en bon v vrednosti 100 evrov, prav tako kot vplačilo v izbrani sklad Generali krovnega sklada. V nekaj dneh po dogodku boste nagrajenci dobili v predal vaše elektronske pošte sporočilo našega partnerja Generali Investments z vsemi potrebnimi informacijami glede prejema in koriščenja nagrade. In še enkrat, vabljeni, da postavljate vprašanje. Preden pa na polno podženemo motorje, in poglejmo, kako ste odgovorili na anketo, kako varčujete. Odgovori so res zanimivi. Poglejmo. Kot vidite, je odstotek tistih, ki imamo doma denar v nogavici, kar velik, 15%. Bankam zaupa slaba tretjina. Kar za predebatirati tudi tale odstotek. 10% se z varčevanjem sploh ne ukvarja, ne deli las. Verjetno pa je zelo zanimiv tudi tale odstotek. V delnicah jih varčuje slaba 10%, kar 6% pa jih varčuje že z vlaganjem v kriptovalute. Denar v nogavicah, se pravi 15%, in na banki 31% ljudi zaupa bankam, denar tam, reci in piši, izgublja vrednost. Kaj nam torej ostane? Na to bo odgovoril Boštjan Mencigar, izkušeni mali vlagatelj, s katerim se bo pogovarjal Jure Ugovšek, odgovorni urednik revije Moje finance. Vendar pa mora še prej potešiti svojo novinarsko radovednost. Gospod Boštjan Mencigar in Jure, kako pa vidva komentirate te rezultate oziroma odgovore na anketo? Mogoče gospod Mencigar. Ja, dober dan, lep pozdrav vsem skupaj. Vas kaj preseneča pri teh podatkih? Ne, v bistvu me nič ne preseneča. Nekako je to pričakovana struktura odgovorov, tako da, ja, seveda si vsi želimo, da bi bilo tega varčevanja v nekako vrednostnih papirjih in podobnih produktih več. Pa mislim, da gremo, da smo na pravi poti in da tudi bo tega več. Jure, kako pa ti komentiraš odgovore? Ja, malo sem bil presenečen nad tem deležem kriptovalut, sem se pričakoval malo manj, pa da je v nogavicah še toliko denarja, tudi zanimivo. Se mi zdi, da bomo kar prave teme danes imeli za takšno publiko, ki ima takšno razpršitev premoženja. A ne, Boštjan? Seveda. Potem pa kaj izvolite? Mogoče samo še eno tehnično, z Boštjanom se bova tikala, 15 let se že poznava, sva bila včasih sodelavca in sva kar nekaj finančnih debat že predebatirala. In ko sem se pripravil na tale dogodek,
in razmišljal o sredstvih na bančnih računih, sem se spomnil, kako ko sem bil še na fakulteti, takrat je bila sedmica, je bila recimo 1 milijon evrov in so se potem med študenti smo se pogovarjali, si predstavljate, da bi to zadeli, pa bi potem dali na banko, vizali po 4% in od tega vsako leto dobili 40.000 evrov. To se je zdelo takrat kot eno tako samsko, v bistvu si se že upokojil, ampak seveda ta formula pa ni kaj dolgo zdržala, a ne, Boštjan? Ja, v bistvu lahko rečemo na žalost. Ja. Zdaj, vsi bi si tega želeli, da bi nekako brez dela nam nekako vristi zagotavljali neko lepo življenje, vendar žal ne gre tako enostavno. No. Tako da, danes je v bistvu potrebno za ta sredstva nekaj tvegati. Pa mogoče preden se zatopiva v take bolj tvegane naložbe, me zanima, kako danes gledaš na sredstva na svojem TRR računu. Ja, jaz sem že od samega začetka, ko sem se začel ukvarjati z borzo, to je bilo nekje 2002-2003, sem na sredstva na svojem bančnem računu zmeraj težko gledal, sem jih zmeraj preselil na borzni trg. To mi je bilo nekako vedno tak veselje, oziroma sem se s tem res začel kar konkretno ukvarjati tam 2002-2003, najprej bolj kot hobi, potem pa vedno bolj zaresno, mogoče v nekem trenutku celo preveč, ker tega trgovanja je lahko tudi preveč in potem rezultati niso taki, kot bi si jih želel. Tako da ja, jaz sem vedno, seveda to ni bilo nek osnovni vir preživetja, vedno pa sem neke presežke v veliki meri plasiral na borzni trg, tako da ja, tega denarja na bančnem računu nikoli nisem prav veliko gledal. Se pravi, niso vezal po tistih 4-5% v tistih najboljših časih pred leti? Ne, Jure, jaz nisem tako razmišljal, jaz sem si predstavljal, kako bi ta zadetek preselil na borzo, pa poskušal dosegati vsaj 10%, tako da 4% se ne bi zadovoljil. Pa ti bilo kdaj žal? Ker vemo pa, da so bili pa vzponi, pa predvsem v tistem obdobju, ko si počasi šel v finančno industrijo, tudi padci zelo visoki. Se pravi, leta 2006, 2007, 2008, takrat so bile kar boleče zgodbe na delniških trgih. Ja, ne rečem na žalost ali na srečo, res ne. Balkanski trgi so bili nekako v letih 2006 do 2008, res so nas močno pritegnili, tudi dosegali smo tam izjemne donose. Potem pa je s finančno krizo prišlo do velikega sesutja teh trgov, ki si v resnici še do zdaj niso praktično nič opomogli. In to je bila ena taka izkušnja, v bistvu v tistem trenutku se je izjemno stresna. Do takrat recimo si je večina, vsaj kolegov tudi, ki so se s tem ukvarjali, že kar ustvarila neko premoženje ob teh donosih, ki so se tam dali dosegati. Potem pa je tam prišlo do popolnega sesutja, likvidnosti ni bilo več, izkazalo se je, kaj pomenijo te nelikvidni trgi v trenutku, ko gre nekaj narobe. In je bila izjemno boleča izkušnja, tam so bili padci tudi 90%, v marsikaterem primeru. Tako da to je bila ena taka šola, ki smo jo, mislim, da vsi mogli dati skozi, tako da tudi je pa zaznamovala nadaljnje vlaganje. Vsaj osebno nisem potem nikoli več pretiraval z nekim tveganjem. Mi je več cilj vedno bil nek tak kompromis dosegati med tveganjem in pa donosom. Zato tudi nisem v neke te ekstremno donosne zadeve nikoli od takrat več šel. V tistem obdobju, ko sem ravno ta graf gledal, pa tudi nasploh, ko spremljamo slovenske vlagatelje, se zdi, da se je takrat kar številnim, da so se delnice takrat zamerile številnim. Ampak se pravi, ti si še vedno vlagal v delnice, samo ne v tako tvegane. Se pravi, balkanski delniški trgi so bili nekak sinonim za zelo tvegano zgodbo. Številni so takrat vlagali pa tudi v slovenske vrednostne papirje. Ena od bank je se takrat uvrstila na borzo, na koncu vlagatelji, ki so jo držali do konca, niso dobili ničesar. In nekako, če tako vprašamo Slovence, zakaj ne vlagate
v delnice, ne rečejo, ja, ker je to neke vrste prevara. Se ti zdi, da je takšno razmišljanje na mestu oziroma kaj danes posameznik, ki se odpove delnicam, zgubi? No, po mojem mnenju se razmišljanje nikakor ni na mestu. Na ta način se je vsak tak, ki se je odločil, da na trg po tej slabi izkušnji nikoli več ne vstop, se je odrekel precej izjemno visokim donosom v bistvu v tem času. Jaz moram reči, da kljub tej izjemno boleči izkušnji in slabi izkušnji nisem nikoli niti pomislil na to, da ne bi, zdaj pa pač, ker smo se opekli na Balkanu, tudi v Sloveniji, tudi slovenski trg je bil izjemno pregret, pa tega smo se nekako vsi zavedali, samo da se pa tako ekstremno lahko sesuje, kot se potem je v naslednjih 2 letih, pa mislim, da jih ni prav veliko pričakovalo. No. Ampak zagotovo bi bila najslabša odločitev potem se iz tega umakniti. Jaz sem se vedno trudil, da sem tudi po tem sesutju, ko pač teh sredstev tam na trgovalnih računih ni ostalo prav veliko, da smo pač potem z delom neka nova sredstva zagotovili in jih naprej vlagal. In v tem času, to je zdaj nekje od 2009-10 naprej, so bili pa donosi praktično skoraj kjerkoli izjemni. In vsak, ki je to zamudil, vsak si je lahko poplačal vse te izgube, sploh če je saj karkoli nekaj dodatno na novo vložil. Za edino Balkan se seveda ni pobral, ampak tudi vidimo, da je slovenska borza se pobira, tiste delnice, ki so od takrat preživele, so zdaj že marsikatere blizu, oziroma saj Krka kot neka največja je že blizu tem vrhom, ki jih je dosegala, če pa vmes še dividende, ki so bile ves čas tudi precej lepe, upoštevamo, imamo pa te lepe tudi realne donose. Ja, ko si omenil slovenski trg, mogoče kot zanimivo za koga od gledalcev, morda se ne zavedamo, kako zelo donosen je letos slovenski trg. V bistvu je s 25% 6 med 100 na svetu. Pred nami so pa recimo kakšni taki, ki so zelo eksotični, določeni afriški in podobne. V bistvu v Evropski uniji je slovenski najdonosnejši letos, pa Krka, ki si jo omenil, recimo se je za 100%, če upoštevamo dividende, podražila v 2 letih. Tako da ni samo kripto tisto, kar je delo donose, pa ne, da bi zdaj zelo navijali za slovensko borzo, ampak se mi zdi, da je malo bila zapostavljena v zadnjem času, čeprav seveda v medijih pišemo sem in tja, ampak ni nekega zanimanja čutiti. Ja, meni je slovenska borza načeloma všeč, zato ker je bistveno bolj predvidljiva, se mi zdi, kot neki tuji trgi, prej slej jim tako ali tako sledi. So pa neki zamiki, ki se jih z nekaj več posvečanja temu trgu da lahko dobro izkoristiti. Tako da jaz že večkrat sem rekel, rajš sem med prvimi na vasi, kot pa zadnji v mestu, če to apliciram na trge. Se mi zdi, da na Ljubljanski borzi smo v bistvu precej hitreje vsi enakoredno seznanjeni z informacijami ali pa so lažje dostopne, kot pa če iščem nekaj v ZDA, naprimer. Tako da se mi zdi, da je lažje tudi nihaji so bistveno manjši, saj od pač tega sesutja, ki se je tega 2008-2009 zgodil. Tako da meni se zdi bistveno bolj umirjen trg in bistveno manj stresno trgovanje na Ljubljanski borzi, kot pa nekje v Ameriki, kjer so tudi dnevni skoki izjemno veliki in te tudi hitro potegnejo taki, da pač pretirano trguješ in potem rezultata seveda ni. Torej ne vlagaš v Teslo? Ne. Bi jo prej šortal, pa bi se tudi tam opekel, tako da najboljše naredim, da se jo izogibam. Se pravi, mogoče za razlago, šort se pravi stava na padec. To je že taka precej špekulativna poteza, ki se malim vlagateljem odsvetuje, pa še v Sloveniji precej obdavčena. Tudi če zadaneš, 40% država pobere, tako da vprašanje, koliko se splača to početi. V Sloveniji vemo, da je veliko vlagateljev, da je recimo nekje v precepu zdaj v tem času. Obrestne mere
so padle. Ne? Se pravi, če smo se pred 10 leti, kot smo na začetku ugotavljali, ne? Če smo se pogovarjali, da bi recimo vezali sredstva, je potem hmalo prišlo do te točke, ko se ni dalo več vezati za tako vsoto, ne? Da bi se to splačalo oziroma da bi to krilo rast cen. Se ti zdi, da bomo kdaj sploh še lahko v doglednem času vezali sredstva pa za te donose obrestne mere, s temi obrestnimi merami bili zadovoljni? Ja, zdaj odvisno, kako definiraš dogleden čas, ampak ja, jaz mislim, da nekaj let zagotovo še ne, no. Se mi zdi skoraj nemogoče. No. Je pa tako, da trg zmeraj preseneti, no, tako da 100% tukaj nič ni. Ampak ja, če govorimo o parih letih, pa absolutno ne. In če bi tako en sosed, ki je recimo malo nenaklonjen delnicam, ker se je opekel v preteklosti, depozitov ima pa tudi dosti počasi, pa je spoznal, da na banki pa res ne bo ničesar dosegel. Kakšne ima pa alternative, kaj še lahko naredi? Mislim, vstop na borzo, to je že mogoče mehen večji korak, ne, za nekoga, ki v bistvu nima zadosti časa, da bi se posvečal spremljanju tega, ker vsaj nekaj časa je pa vedno treba temu nameniti. No, tako da najenostavnejša oblika je tukaj zagotovo vlaganje v vzajemne sklade, mogoče tudi kar nekaj periodično, da se to s trajnikom urediti. Tako da to se mi zdi, da je daleč najenostavnejše, pa tudi, če se to postopno vlaga, se zagotovi, da se neko povprečje trga doseže, se pravi, da se ne vstopi v nekih ekstremih, tako na visokih tečajih, kot tudi na nizkih. No, tako da. Če pa začnejo padati, pa jaz vedno predlagam, da se takrat nekako plačila poveča, oziroma ko je ocena, da je strah na trgu velik, da se takrat poskuša največ vložiti. No, zaenkrat do zdaj se je to izkazalo, da je bila to najboljša strategija. No, se ravno to, ne. V bistvu zadnjih 12 let je samo raslo, ne. Celo lani, ko smo spremljali tiste zelo visoke padce marca, so delniški trgi padli tudi za 35%, pa v bistvu takrat, preden se je vlagatelj dobro zavedal, kaj se je zgodilo, se je že praktično odbilo skoraj na isto raven, ne. In se tukaj potem poraja vprašanje, zdaj, nekdo, ko pogleda ta graf, ne, zelo rastoč skozi ta leta od 2009 do letos, ne, si malo misli pismo, pa ravno zdaj bi noter šel kot ta zadnja očka, ne, če se malo tako pošalim. Kako se ti zdi? Se ti tudi malo bojiš danes, ko plačuješ na ta trg, nekateri pravijo, da je že malo pregret? Ja, tukaj ni enoznačnega odgovora. Seveda, tudi po tako dolgem bikovskem trendu je vedno nekaj zaskrbljenosti, ne, ker prej ali slej bo tudi prišlo do nekega medvedjega trenda, torej do obdobja, ko bodo tečaji tudi dalj časa lahko upadali. Zdaj, kaj bo sprožilec tega, verjetno nihče ne ve, oziroma si ne predstavljam, se zdi zagotovo ne, in pač nekako zdaj v tem času, ne, po tako siloviti rasti tudi zdaj na ljubljanski borzi, je mogoče tudi trenutek za razmislek, kako pač kdaj vstopati. Je pa res, da zdaj prihaja junij, ko kar nekaj naših podjetij tudi izplačuje dividende, tako da tudi to je nek relativno stabilen vir, ki ga je naša borza zagotavljala. Jaz mislim, da zadnjih par let se je lahko to dal dosegati dividendni donos nekje 5-6%. Tako da tudi, če bi tečaji stagnirali in bili nekako na tem mestu, kot so, se da tudi zdaj v tem trenutku nekako iz dividend zagotavljati nekako 5-6% donos. Pa takole, ko gledamo te dolge trende, ne, na delniških trgih, pa ko spremljamo novice, kako gledaš mogoče na ta delniški na strah pred izgubo, no, na delniških trgih? Sam kot novinar pa urednik dostikrat spremljam razne novice in se mi zdi, da v zadnjem času, v bistvu odkar pokrivam te trge, vedno najdeš, pa ne enega, ampak mnogo razlogov, zakaj pa ne bi danes vplačal, ker se zdi, da je
to tveganje predorati, ali pa če pa je dokaj v redu zgled, da se pa zdi vse predrago. Ne. Skratka, se mi zdi, da vlagatelj najde praktično v vsakem trenutku precej izgovorov, da ne vloži, da v bistvu ne gre v tvegano naložbo. Kako se s tem strahom soočaš, pa ali mogoče to z leti malo popusti? No, je v bistvu je vedno dobro, da je tudi nekaj straha prisotnega. Ne? Takrat, ko si najbolj prepričan, da bo vse samo rastlo, takrat gre ponavadi ravno v drugo smer. Tako da, jaz tukaj predlagam, oziroma se mi zdi najbolj primerna strategija je razpršitev na več različnih vložkov v različnem časovnem obdobju. Ne? Torej, če razdelimo nekako na polletno obdobje, pa postopno vstopamo ali pa mogoče po četrtinah na več različnih časovnih obdobij, pa smo že tudi na nek način razpršili to tveganje, da bomo zadeli ravno vrhno. Mogoče če pol zaradi tega se kaj lažje spi. Drugače pa lahko tudi se zgodi, da bo nekdo, ki bi pa hotel čakati, da pade, ne, pa se bojo trgi ravnali še naprej iracionalno, pa lahko rasejo še tudi 2-3 leta. Jaz mislim, da tudi to je mogoče, ne, poplava denarja, ki je zdaj na trgih, lahko tudi to omogočne, kljub relativno visokim vrednotenjem. Tukaj da bi to kdo znal povedati, kako točno bo ganit, tako da tako vas bo to preprečeval, se mu izognite. No, to se mi zdi dobro, da si omenil, ne, se pravi, da človeka s kristalno kroglo ni, tisti, ki je preveč suveren v svojih napovedih, ima že kakšne čudne namene, to se dostikrat izkaže. Mogoče še prej si omenil, ne, da samo izbira posameznih delnic, zato mogoče ni primerna za vsakega. Ne? Je pa tukaj eno vprašanje gledalke, ki sprašuje, koliko sredstev je pa primerno imeti na računu, da se pa podaš recimo samostojno zbirati določene delnice, pa kakšni približni so stroški trgovalnih računov. Ja, zdaj, ampak to je samo moje mnenje. No. Jaz mislim, da za nek tak minimum za pričeti trgovanje, pa zakupovati posamezne delnice, da se to lahko že prične tako nekje s par tisoč evri. No. Se mi zdi, da je nekak taka meja, da je sploh, če gledamo tukaj za slovensko borzo, če je bolj vprašanje mogoče za slovensko borzo, je to par tisoč evrov, če pa hočemo trgovati v tujini prek tujih borznih posrednikov, kjer so pa provizije lahko tudi bistveno nižje, oziroma v nekih primerih jih tudi ni, pri nekaterih, tam pa pač lahko tudi z bistveno nižjimi zneski, samo glede na to, da je pa treba tudi ustrezne davčne napovedi oddajati, pa vse je za pretehtati, ne, tudi temu je pa treba nekaj časa nameniti. Tako da jaz zagovarjam, no, vsaj nekaj tisoč evrov je fajn, da se zbere, preden se začne vlagati v posamezne delnice, za vzajemne sklade ali pa neke indeksne sklade, kotirajoče sklade, pa so lahko zneski bistveno nižji. Pa za dolgoročno vlaganje, seveda. Ne. Kaj pa kakšna alternativa? Kako mogoče vidiš, eno od vprašanj, ki smo jih dobili pred dogodkom, je, kako gledate finančniki na vlaganje oziroma varčevanje v zlatu ali pa mogoče v srebru, pa potem še specifično, ne? Zdaj, a se v bistvu to kupuje kot vrednostni papir, fizični obliki? Kako ti gledaš na to? Se to v bistvu je neka tako večno vprašanje, me pa zanima tvoje mnenje. Ja, jaz čisto odkrito povem, jaz sem se temu vedno izogibal, sploh o fizični obliki, sploh nisem razmišljal, prvič že provizije so precej velike, hramba je problematična. Tako da o tem nikoli niti nisem razmišljal. Zdaj, mogoče prek nekih drugih instrumentov, mogoče še ETF ali pa kaj takega, kar bi se lahko temu izpostavil, mogoče kdaj, da sem tudi trgoval na nekaj kaj na hitro, ampak meni to ni blizu, no, tako da jaz se tega ne poslužujem. Kriptu se na splošno tudi izogibam, če bi to bila kot neka alternativa.
To je zame bistveno preveč tvegano, pa ne bom rekel, da mi zdaj ne more biti žal, seveda mi lahko žal, če bi par let nazaj tudi kaj v kripto vložil, ampak jaz sem se po tej šoli z balkanskimi trgi pa proti institutju zavestno odločil, da res v te ekstremno tvegane naložbe ne vstopam. Kakšna pa se ti zdi, da je zdrava pričakovana donosnost enega vlagatelja, ki se podaja na delniške trge danes, ali je to mogoče kaj nižja, pa nasploh? Ja, nasploh, jaz, kot sem že prej omenil, meni je nekak cilj, da če mi uspejo povprečno dosegati 10% na leto, to je osnovni cilj, zdaj, če je več, toliko boljš. Je pa res zdaj, glede na to, da so po tako dolgem bikovskem trendu, so trgi precej pregreti. Jaz mislim, da v tem trenutku lahko rečemo, da pričakovana donosnost za naslednjih nekaj let, da bo nižja, vendar pa se mi zdi še vseeno, je to najboljša možnost, ki jo imamo, vse alternative, ki bi nekako bila mislim, da bi bil razmerje med tveganjem in donosom primerljivega, je ni po mojem. Samo takole, ko v bistvu bereš knjige, ti je jasno, zakaj 10% v bistvu je veliko. Če inflacijo upoštevaš, je ponavadi še malo manj, v bistvu je že to ogromno, bolj so kakšne številke, takih 6-7 se omenjajo. Ampak ko takole se pogovarjam s kakšnimi sosedi, recimo zadnjič smo imeli ravno eno debato, je rekel v bistvu 6-7% je meni odločno premalo. Jaz rabim kriptodonose, da v bistvu lahko s svojimi sredstvi kaj prišparam, ali pa se mi to ne splača. Kako vidiš mogoče tako razmišljanje, ali sploh realno pričakovati, da na dolgi rok res ustvarjamo še enkrat takšne visoke donose, kot smo jih tam videli, ker se mi zdi, že tudi v času Balkana ni bilo takih številk, kakor jih spremljamo zdaj, določenih ekstremno tveganih in volatilnih produktih. Ja, tukaj je kripto je letvico pomaknil še nekajkrat višje, tako da se je pa videl tudi zdaj v zadnjih dneh, kaj to pomeni, ko lahko tudi v nekaj dneh tečaji upadejo tudi za polovico, ali pa v nekaterih primerih tudi več. Tako da jaz mislim, da vsak mora enkrat to dati skozi, da bi dolgoročno lahko nekdo dosegal take izjemne donose. Jaz mislim, z ogromno sreče, pa mogoče eden na nekaj milijonov tudi lahko uspe, ampak da bi pa to lahko kdo pričakoval, pa ni realno, res. Vse smo vsi v nekem obdobju svojega trgovanja verjeli, da smo mogoče nekaj posebnega, pa v času Balkana smo bili mogoče tudi tam, da smo se čutili del tega, ampak je bila to dobra šola. Tega se dolgoročno zagotovo ne da dosegati. Nerealno pričakovati to. Skratka, 10% je odlično in težko je pričakovati oziroma izzivati srečo, počem več, ker potem spoznaš bolj... Tako, kratkoročno se to lahko uspe, ampak takoj v naslednjem mesecu pa z nekaj napakami pa gre lahko vse. Nič ti ne pomaga ustvarjenih več milijonov, če jih potem z nekaj napakami spraviš nazaj na nič. Hvala lepa. Mislim, da se nama je Jana pridružila, kar pomeni, da se nama čas izteka. Boštjan bova potem še na zaključni krogli misli kakšno rekla. Hvala lepa. Hvala vama lepa za res veliko dragocenih izkušenj in informacij iz obdobja, v katerem smo se malo pekli, pa verjetno tudi veliko naučili, in iz tega obdobja, ki ga živimo zdaj, kar sem si pač jaz nekako zabeležila, ko pada v loži, Skratka, ne gledati, poskušaj vložiti, pa razprši tveganje absolutno, podstopno vlaganje, pa absolutno mi je ostalo v mislih tudi, nihče nima čudežne krogle, da bi vedel, kaj se bi dogajalo, tako da res iskrena hvala vama še enkrat. In še to, 10% donos je wow, tako da fajn. Debata, kako učinkovito upravljati prihranke, je absolutno vedno aktualna in po mojem vsem nam nekako tudi dvigne srčni utrip,
Za vsakega varčevalca pa bi verjetno lahko bil primeren drugačen, recimo temu recept, no, če lahko temu tako zelo rečem poenostavljeno. Kako delajo General Investments, nam bo pa celovito možnosti predstavil Tadej Jerman, finančni svetovalec v General Investments. Gospod Jerman, živijo? Ja, lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Ampak preden vam predam besedo, tudi za vas vprašanje, se še spomnite unga kolača, ki je anketnega. Tako, ki je zelo plastično pokazal, kako varčujemo, kako bi ga komentirali. Ja, jaz bom tako rekel, v dveh sklopih hkrati je potrdil eno značilnost Slovenije, to je, da smo precej konzervativni oziroma da je nagnjenost k temu konzervativizmu še vedno prisotna, vendar po drugi strani tudi precej pozitivno preseneča, saj je delež nekaterih naložbenih oblik relativno visok in kar višji od nacionalnega povprečja, tako da, kot sta že sogovornika ugotavljala, bi tudi jaz se strinjal, da je to korak v pravo smer, da se bližamo počasi nekemu zahodnemu razmišljanju varčevanja oziroma investiranja, da nam pa mogoče še malenkost manjka dokaj, ampak smo na pravi poti. Super, super. Evo, ste krasno iztočnico naredili za svojih 30 minut. Vas bom pa tako kot četrti sodnik, se veste, ne, kako je tam nekje na robu, na nogometni tekmi, kako kaže, koliko je še podaljška, si vas bom jaz dovolila tako nekako 5 minut pred koncem prijazno opozoriti, koliko imate še do konca polurne predstavitve, pa če bo mogoče kakšna minuta ostala še za dodatno vprašanje, tako da kar izvolite. Ja, super, hvala lepa, z veseljem. Evo, bomo lepo zdaj tole našo prezentacijo majčkeno delili. Mi boste sam lepo prosim potrdili, če jo vidite, oziroma če je vse v redu. Že okej. Vidimo, vse v redu? Ok, super. Evo, tako, lepo zdrav tudi v mojem imenu. Moje ime je Tadej Jerman, zaposlen sem v družbi General Investments, v družbi za upravljanje, kjer se ukvarjamo predvsem z tem, kako učinkovito poskušati slediti svetovnim kapitalskim trgom in za svojimi produkti, to so vzajemnimi skladi, vlagateljem omogočati dostop do svetovnega sistema kapitala oziroma nekih oblik varčevanja, ki so na zahodu precej uveljavljene. Tako da bomo danes poskušali v pol ure majčkeno pogledati te osnove, zakaj so določene stvari takšne, kot so, zakaj je ta desetka nekaj, o čemer se tako radi pogovarjamo, govorimo o donosu in tudi na koncu ugotovimo, da je nekaj, kar se dejansko da dosegati na daljši rok z nekaj discipline in ustreznega pristopa. Torej, kako se lahko lotimo našega varčevanja oziroma investiranja presežkov, je vprašanje, s katerim se dnevno soočamo. Ugotavljamo tudi, da varčevanje in investiranje se lahko med sabo pomembno razlikujeta. Vemo, da smo v Sloveniji zelo varčen narod, da prihranimo krepkih 10% razpoložljivega dohodka, da imamo skupaj 57 milijard približno finančnega premoženja, od tega pa skoraj polovico predstavljajo gotovine in pa depoziti na bankah. Vemo, da je v tujini ta številka precej nižja. Zakaj je nižja in kako bi lahko do te številke prišli, pa je tisto, s čimer se bomo tudi danes majčkeno poukvarjali, pa predvsem še eno zadevo je zelo pomembno izpostaviti. Ko se odločamo za varčevanje in za investiranje svojih prihrankov, je časovna komponenta izjemno pomembna in seveda, da ta sovpada z dejanskimi pričakovanji in željami posameznega vlagatelja. Torej, mogoče samo za začetek, kaj sploh finančni sistem je in kako je vpet v svetovno gospodarsko aktivnost. Torej, vemo, naš vsak dan ekonomska dejavnost je odvisna od tega, kar počnemo. Denar je samo eden podaljšek celotnega sistema, približno tako, kot je kri namenjena temu, da poganja človeški organizem, je denar neka vrsta sestavine, ki poganja svetovno gospodarstvo. Vemo, da je to izjemno pomembno, ker če ne bi bilo, potem bi že ob nedavni finančni krizi 2008, pa tudi lanski pandemiji ukrepali drugače, kot smo, torej ne bi se trudili na vse načine to, kar imamo ohraniti, ampak bi pač zavrgali in iskali nekaj novega, ampak vidimo, da brez tega ne gre. Torej, smo posamezniki
ki smo zaposleni, ki za svoje dogajanje potrebujemo finance, prihodke, te prihodke nekje zaslužimo in jih naprej investiramo v potrošnjo, iz katere potem izhajajo ponovno naši dohodki. Tako da pridemo do tako imenovanega kroženja finančnega sistema in do tega, da vidimo, da brez evra, dolarja, česarkoli ni ničesar. Če se cirkulacija, potrošnja ustavi, imamo težave, če nastanejo težave, imamo intervencijo, ki je namenjena temu, da se ohrani to, kar smo gradili desetletja, stoletja. Tako da tudi tukaj tiči eden izmed teh razlogov, ko se pogovarjamo o tveganju delniškega sistema kot celotnega svetovnega, je ta res tako tvegan, kot na prvi pogled zgleda in mogoče o tem še malo več v nadaljevanju. Zdaj, če pogledamo osebne finance, načeloma vsi imamo določene prihodke, ki jih namenjamo za osebno potrošnjo, to je pač za trošenje osnovnih dobrin, ki nam zagotavlja naše normalno življenje. Potem, odvisno od posameznika, kolikor je teh sredstev na voljo, ne moramo vse metati v isti koš, žal, čeprav bi bilo lepo, da bi imeli vsi veliko več ali pa da bi bili za vsem zadovoljni lahko. Ustvarjamo tudi osnovno likvidnostno rezervo, to so sredstva, ki so namenjena pokrivanju nekih nepredvidenih kratkoročnih izdatkov, torej sredstva, ki jih bomo potrebovali na kratek rok. Zato je tudi recimo časovnica tukaj, ko se odločamo za neko varčevanje, investicijo, zelo pomembna. Tisto, kar je kratkoročno, kar nam predstavlja neko nujno rezervo, naj bo vedno izpostavljeno manjšemu tveganju, kajti če se karkoli zgodi, tako kot sta sogovornika lepo omenjala primere nekih večjih popravkov na kratek rok, si to za neko rezervo težko privoščimo, ker če se bo ravno v 3 mesecih zgodil en večji popravek, nam bo ta ključna rezerva lahko dramatično upadla, kar nam ne bo všeč, zato jo imejmo na neki varni strani. In seveda za prihranke, ki nam ostajajo za daljše obdobje, jih pa lahko investiramo, torej jih namenimo nakupom, vlogam, investicijam v različne oblike vrednostnih papirjev, kot so mogoče delnice, recimo tudi kakšna obveznica, čeprav so trenutno manj aktualne in z njimi dejansko soustvarjamo pri svetovnem finančnem sistemu oziroma delovanju gospodarstva kot takega na globalni ravni. Tako da tukaj je nekako tista prva ločnica, kako to zadevo tudi zapeljati, si narediti nek jasen načrt, ga opredeliti, določiti časovnico in potem iz tega izhajati, kako se lotiti posamezne investicije oziroma varčevanja. Zdaj, varčevanje in investiranje ni isto, oziroma dajmo eno ločnico potegniti. Varčevanje načeloma je nekaj, kar se odreka, nekaj, kar dajemo na stran, kar akumuliramo v nekem kupčku, torej nalagamo neke presežne evre, po domače povedano, v škatlico in nam tam stojijo. Zdaj, daljše, kot je to obdobje, tukaj ratajo potem problematične zadeve, kot so inflacija, torej mrtvi kapital, denar ne dela za nas, zato imamo vedno opcijo, da ta denar v nekaj porinemo in ga po domače povedano investiramo in s tem denarjem začnemo nekaj ustvarjati. Torej, kupimo delnico nekega podjetja, investiramo v obveznico, torej damo nekomu, posodimo denar za neko pogodbeno nazaj obrestno mero in povračilo glavnice in s tem začnemo sodelovati pri grajenju tega finančnega sistema kapitalizma, gospodarstva, kot ga pač poznamo. Torej, denar naj začne delati denar in soustvarjati našo skupno pač prihodnost. Zdaj, še ena zelo pomembna komponenta, kako priti do čim večjih prihrankov, rezultatov, investiranja na dolgi rok je čar tudi v tem, da se tega lotimo čim prej. Obrestni račun verjamem, da že zelo dobro poznamo, to pomeni, ko vložite prvi znesek, prvih 1000 evrov in se teh 1000 evrov recimo obrestuje z neko donosnostjo 5–10%, imate po enem letu 1050 ali 1100 evrov. In potem v naslednjem letu se vam teh 5 ali 10% nalaga ne več na 1000, ampak na dodatnih 1100. In počasi začnejo obresti tudi sodelovati pri povečevanju osnovnega vložka in imate s tem na dolgi rok možnost tako imenovanega eksponentnega začetka rasti, ki se z leti samo še povečuje. Seveda pride vmes tudi kakšno leto, ko zadeve padejo, ampak z dolgoročnostjo bomo videli tudi iz par praktičnih primerov, vidimo, da je ta zadeva zelo učinkovita, torej in dodajanje kakšnih dodatnih umestnih vložkov, reinvestiranje dividend ali česa podobnega lahko pri tem zelo pomaga.
Zdaj, da je ta zadeva zelo močna sila, ki lahko veliko pridonese, je pa ugotovil že eden največjih genijev v zgodovini človeštva, gospod Albert Einstein, ki je nekako to zadevo obrestno-obrestnega učinka poimenoval tudi 8. čudo sveta ali eno najmočnejših sil v vesolju. Tako da verjamem, da ugotovitev na mestu in tudi iz prakse lahko potrdimo, da se jo splača upoštevati, predvsem na daljše obdobje. Ok, toliko mogoče malo za uvod. Zdaj pa, če pogledamo, kako varčujemo doma, kako varčujemo v tujini. Lepo ste odgovorili na anketo, za katero lahko, kot sem rekel, rečem, je nekako skladna s tem, kar imamo v Sloveniji. Torej, če pogledate desno stran, na desni strani imate prikazano sestavo premoženja gospodinjstev, finančnega premoženja v Sloveniji in pa v evrosistemu. Na levi strani imate pa prirast, torej kakšno je bilo povečanje posamezne komponente v Sloveniji v zadnjih letih. In zdaj recimo ta desna stran za Slovenijo kaže, da imamo v povprečju v letu 2020 na razpolago finančno premoženje v 48% v denarju, bodisi gotovine, bodisi banke. Ta znesek znaša v Sloveniji trenutno okrog 7 do 28 milijard, če prištejemo gotovino, in vidite, da je ta procent zelo visok. Zdaj, če to malo primerjate z Evropo, vidite dve zelo pomembne lastnosti, torej siva in svetlo-modra spodnja cona sta bistveno manjši, kar pomeni, da je v evrosistemu v Evropi manj prihrankov v samem denarju oziroma bančnih vlogah, da je pa bistveno višja recimo ta zgornja oranžna in pa tudi sredinska nežno oranžkasta barva, to so pa lastniški oziroma dolžniški vrednosti papirji, po domače povedano delnice ali obveznice oziroma papirji, ki sodelujejo tudi pri grajenju realne ekonomije oziroma soustvarjanju pač gospodarske slike. Tako da tukaj lahko rečemo, da je tisti prostor za napredek, ki ga imamo na ravni kot celote, je pa ključno, da je ta, bom rekel, sestava vedno prilagojena vsakemu posamezniku posebej. Za nekoga je mogoče 10% denarja imeti veliko v denarju, za nekoga je mogoče 90% osnovne rezerve v denarju mogoče celo premalo. Tako da je treba biti zelo dosleden in se prilagajati vsakemu posamezniku. Zdaj recimo ena izmed ugotovitev zadnjega leta te pandemije je tudi to, da se je stopnja varčevanja po svetu dramatično povečala in v Sloveniji recimo je samo primer v zadnjih 12 mesecih oziroma razpoložljivih podatkov za zadnjih 12 mesecev so se vloge v bančnem sistemu domačih bank, domačega prebivalstva, gospodinjstva povečale kar za 2,3 milijarde evrov. Tako da imamo precej tega denarja, ki danes je na voljo in to je tista poplava denarja, o kateri sta tudi sogovornika govorila in ta poplava denarja bo mogla pripeljati do nekih sprememb, zdaj je to višjih rasti cen na generalnem nivoju ali inflacije oziroma do soustvarjanja višje gospodarske aktivnosti, kar je bil tudi primarni namen spodbud centralnih bank in pa držav ob pojavu te krize. No, zdaj pa če pogledamo recimo, kako se oziroma kaj se dogaja s temi bančnimi vlogami domačih gospodinjstev. Tukaj vidite obdobje zadnjih 10 let, torej marec 2021 je zadnji podatek, 23 milijard evrov na domačih bankah gospodinjstva. To je ta rdeča cona, vidite od leta 2014, od tiste famozne sanacije domačih bank v letu 2013, se te vloge dramatično večajo. Na drugi strani imate pa črtkano krivuljo, ki vam kaže pa povprečno obrestno mero za depozite nad 12 mesecev, podatki Banke Slovenije. In lahko lepo opazite, torej velik upad obrestnih mer, izjemno nizke obrestne mere, predvsem v zadnjih letih, ampak kljub temu dramatično povečevanje vlog na bankah. In še to, večina bančnih vlog danes ni več vezanih, ampak so vpogledne, torej ali TRR ali varčevalni računi, medtem ko je bila zadeva v letu 2012, 2013, 2014 obratna. Zdaj, a je to racionalno, je to najboljša poteza? Jaz se zelo strinjam s tem, kar smo tudi prej slišali od kolegov, denar dolgoročno naj kroži, naj poganja, naj se investira, naj sodeluje pri svetovnem dogajanju. Zakaj? Glejte, dajmo za to isto obdobje, ki smo ga prej pogledali, še eno alternativo. Alternativo, ki ni vesoljska raketna znanost, alternativo, ki ni nekaj,
kar je vprašanje, a bo ali ne bo, ampak alternativa, ki je zgolj ameriški delniški trg. Torej, delniški trg največjega gospodarstva na svetu, za katerega vemo, da če se ustavi, da če se prehladi ali kihne, postane povsod drugje, bom rekel, ta prehlad bistveno hujši in dejansko vse, kar se dogaja v Ameriki, ki predstavlja 60% svetovnega kapitala, se potem pozna tudi drugje. In vidite, v tem času, teh 11 let, je ameriški borzni indeks, torej S&P, oziroma tukaj se upravičujem, gre za svetovni delniški indeks, MSCI World, torej indeks, ki prikazuje svetovni delniški kapitalski trg na celotnem nivoju, znotraj katerega Amerika predstavlja približno slabih 60%, Evropska unija 22%, Japonska 7% in pa ostalo države v razvoju. Torej, s tem indeksom ste dejansko sledili dogajanju v svetovnem gospodarstvu. In v tem času ste lahko ustvarili povprečni letni donos, preračunan v evre, ob izračunu, v višini 8,06%. Kaj pa je razlika med depoziti in tem, če še enkrat pogledamo? Torej, pri depozitih imate znano obrestno mero. Tveganje je bistveno manjše, oziroma dokler so banke stabilnega praktično ni. Pri svetovnem kapitalskem trgu je tveganje to, da ne veste, kakšen bo donos, da je volatilnost prisotna, torej vidite to nihanje grafa, vendar s pozitivno naklonino, ki je zgodovinsko gledana na teh trgih v Ameriki celo 10% v 100 letih ali zadnjih 30, to je tista številka, o kateri smo prej govorili. Če odštejemo inflacijo, je pa to približno 7%. Tako da ja, imate alternativo. Dolgoročno vlaganje v svetovno gospodarstvo in sledenje svetovnemu trendu. Torej, če je Facebook pred desetletjem prišel na borzo in smo ga vsi začeli uporabljati, če je prišel Apple na borzo in je začel proizvajati elektronske naprave, ki so posledica globalnega napredka, ki jih danes vsi uporabljamo, nosimo v žepih, Samsung, zakaj ne bi del prihrankov investirali v to svetovno dogajanje? To je tisto ključno vprašanje. Torej, odgovor, ja, delnice bodo propadle. Ok, ga sprejmem, ampak zdaj vas pa vprašam nazaj. Kaj pa se bo zgodilo, če bodo propadle vse svetovne delnice? Apple, Google, Facebook, Samsung, banke in ostale delnice. Če te delnice vse propadejo, bodo podjetja bankrotirala, bodo vredna nič, služb ne bo več, prihodkov ne bo več, ljudje ne bodo več trošili, denarja ne bomo potrebovali, ker bo njegova cirkulacija otežena oziroma izgubil bo svojo osnovno funkcijo. In če je tega konec, potem dejansko ne rabite tudi denarja na banki, ne rabimo denarja v obliki, kot ga danes poznamo, ampak se vrnemo v nekaj stoletij nazaj, ker se bomo verjetno preganjali zunaj za tem, kdo bo imel kaj za zamenjati z drugim, da bomo lahko preživeli. A je to naša prihodnost? Jaz mislim, da ne. Prihodnost je v napredku, v razvoju in delniški trgi temu sledijo, ker podjetja, ki kotirajo na borzi, se razvijajo skladno z sestavo. Dam vam samo recimo primer, danes je v ameriškem S&P 500 indeksu skoraj 40% podjetij iz tehnološkega IT ali komunikacijskega sektorja. Pred veliko krizo leta 2008-2009 je bil ta odstotek pod 20 oziroma bistveno manjši. Torej, svetovna ekonomija se spreminja in kapital temu sledi in tukaj je to. Alternativa je v tem, da lahko sodelujete pri globalnem napredku in razvoju. Zdaj samo morate to vzeti na daljše obdobje, ker je pač tveganje prisotno, ker se gospodarstva gibljajo v ciklih, to vemo, pridejo boljša leta, pride tudi slabše leto, ampak zapomnite si, ključna naloga in želja centralnih bank in pa držav oziroma vlad največjih držav po svetu je ohranjati stabilnost, kajti komu pa koristi propad finančnega sistema? Nobenemu, še najmanj pa tistim, ki imajo v bistvu največje premoženje v lasti, ker zaradi tega so v boljši poziciji. Tako da, imamo alternativo, sodelujmo pri aktivnem svetovnem dogajanju. Torej, če pogledamo v bistvu to alternativo svetovnega dogajanja, kaj je alternativa bančnega sistema? Alternativa je, da lahko zbirate naložbe različnih oblik, od zlata, delnic, obveznic, skladov zasebnega, više tveganega kapitala ali še kakšno bolj alternativno zgodbo, kot je recimo kripto. Vsaka naložba, si zapomnite, je dobra in slaba. Ima svoje pluse, ima svoje minuse.
ko nekaj raste, lahko nekaj pada. Ko imamo ekonomsko nestabilnost, je cena zlata v porastu. Ko imamo izjemno pozitivno gospodarsko in pa stabilno svetovno okolje, so delnice v bistveno hitrejši rasti kot recimo zlato zgodovinsko. Kar je najpomembnejše je to, da se vi kot posamezniki odločite za tisto vrsto naložb, da jih razumete in da so dolgoročno za vas primerne. Vedno pa sestavljamo tudi portfelj v taki smeri, da je skladen za svetovno sliko. Torej, zakaj imeti del naložb v ameriških delnicah? Zato, ker je Amerika 60% svetovnega kapitala. Če boste dali vse delnice v indonezijska podjetja, boste s tem pokrili en majhen del svetovne ekonomije. In če bo šlo v Indoneziji kaj narobe, ni nujno, da bo šlo tudi v Ameriki pa v Evropski uniji. In boste lahko, tako kot smo slišali tudi za zgodbo primer Balkana, ostali nekje zelo nizko ali kratkoročno zelo porastali, dolgoročno boste ugotovili, da se pa vaše premoženje povsem neskladno gibalo z svetovnim dogajanjem. Ne? To je ključ razumevanja tega. Torej, vsaka stvar ima pluse, ima minuse, fajn je, da jih razumemo in da tudi tem vemo, kaj od njih pričakovati. Torej, ena od alternativ, kako do kapitala dostopati, je seveda, lahko greste sami na borzo, za kar potrebujete malo več časa, znanja in določenih veščin, lahko se podločite za to prek finančnih posrednikov, recimo naše družbe za upravljanje, kjer nudimo vzajemne sklade, ki vam omogočajo to, da svoje sredstva investirate na svetovne kapitalske trge. Vsak sklad ima jasno določeno politiko, mi vam potem tudi pri tem pomagamo sestaviti tako košarico, ki je za vas primerna in svoje premoženje lahko zelo lepo razpršite v zelo veliko število naložb, bodisi delnic, obveznic ali kaj podobnega. In nenazadnje s tem postanete tudi neke vrste delničarji posredno največjih svetovnih podjetij, ker če vložite denar recimo v sklad Vitalnost, ki pokriva farmacijo in potrošne dobrine, to pomeni, da imate tudi vaše premoženje, ki se giba v odvisnosti od gibanja največjih farmacevtskih podjetij ali podjetij, ki prodajajo izdelke za vsakdanjo uporabo potrošnjo, recimo Johnson & Johnson, Coca-Cola in kaj podobnega. Zdaj, najbolj ključno seveda, preden se tega lote, je to, da si zelo jasno odgovorite na to, za koliko časa sem pripravljen in želim investirati, kaj želim doseči, kakšen donos in koliko sem pripravljen za to tvegati. Torej, če želite donos, ki je 10% ali celo več, potem morate zelo hitro se sprijazniti tudi s tem, da če pride do kakšnega neljubega dogodka, da je lahko kratkoročno padec tudi minus 30 do 50%. Poglejte lansko pandemijo, 5 tednov v ZDA delnice padejo 35 minus, danes so te delnice 25% nad vrednostjo pred začetkom pandemije. Torej, treba je uskladiti pričakovanja z volatilnostjo na trgih. Zdaj recimo, tele vam bom dal primer, kako se ta zadeva razlikuje v primeru 3 različnih vlagateljev. Vzamemo lahko zelo previdnega vlagatelja, zmernega, uravnoteženega ali dinamičnega. Tukaj smo napisali, da gre za razpršitev skladno za neko osnovno razdelitvijo, torej koliko varnejših naložb in koliko bolj tveganih naložb, in vidite, da pri umirjenem profilu smo dali noter obveznice in pa svetovni delniški sklad, pri uravnoteženem smo dali 40% samo obveznic in pa 60% delnic, oziroma pri dinamičnem je delež delnic razpršen v širino svetovnih skladov, ki pokrivajo različne najpomembnejša področja, Ameriko, Evropo, Indijo, Kitajsko, farmacijo, tehnologijo in tako naprej, in je bil ta delež bistveno višji. Zdaj, če recimo pogledamo en primer umirjenega profila, to je profil vlagatelja, ki je štartal v letu 2006, pred 15 leti z 10.000 evri in je ta sredstva razporedil v 40% denarja, v obveznice bond 40, 10 v globalni delniški prvi izbor in pa 5% v farmacijo in 5% v tehnološki sklad. Vidite, kaj se je v teh 15 letih zgodilo. Vrednost pred veliko krizo je narasla, potem je med globalno finančno krizo padla 2009, pa je ponovno rasla do krize popravka 2016, dosegla nov vrh v letu 2020, prišla je pandemska kriza, padec v 5 tednih in pa današnja vrednost ob koncu meseca maja 17.000 evrov. Torej, za to globalno razpršitev zmernega tveganja ste dobili
v bistvu kar lep rezultat, ki znaša v povprečnem letnem donosu 3,76%. In gospod Jerman, ob tem lepem donosu 3,5%, če sem si zapomnila, imate še 5 minut. Super, evo, ravno prav. Če kar nekaj vprašanj. Tako. No, potem pogledajte uravnotežen profil, če ste zadevo razpršili 50-50, torej dali ste 50% denar obveznice in pa 50% delniški skladi, vidite, da je bila dinamika bistveno višja. Torej, višje rasti, višja dna, nižja dna in ponovno višja dinamika, ampak se vidite tudi nagrada za to višje tveganje na daljše obdobje izkazala v višini 5,82-letnega povprečnega donosa. Če ste se pa odločili za še bolj dinamično zgodbo, da ste šli v 80% v delnice in ste imeli samo 20% obveznic, torej državnih evropskih, je pa ta dinamika še višja in je bil tukaj že ustvarjen donos skoraj 8% na leto. S tem, da smo zajeli obdobje, kjer ste videli vse možne scenarije, od velikih kriz, finančne, pandemske in še kakšne vmes, do rasti, torej celoten cikel, torej nismo frizirali grafa, nismo ga olepševali. Še ena recimo prednost takega pristopa je pa to, da ko štartate z nekim razmerjem 80-20 v korist delnic na začetku, se vam to razmerje s časoma spremeni. In v veliki krizi leta 2009 vidite, da se je delež delnic bistveno zmanjšal, torej ni bil več 80%, ampak bistveno manjši. In takrat imate možnost, ker je strah večji, ker so zadeve rekordno nizko, da iz tistega obvezniškega dela del sredstev plasirate nazaj, da ponovno uskladite uteži. In ker se trg odbije, vam tistih 80% še kot vzmet skoč. Tako da na dolgi rok je tukaj še ta strategija sodelovanja in usklajevanja portfelja izjemno pomembna, kar vam tudi pač pomagamo pri našem delu. Še majčkeno rezultatov v zadnjih 10 let, če pogledate, kaj se je zgodilo z 10.000 evri v nogavici, kaj se je zgodilo, če ste 10.000 evrov vezali po obrestni meri povprečni Banke Slovenije za 12-mesečni depozit plus, če ste vložili v svetovni delniški indeks oziroma kaj je naredil in pa primerjava naših 3 skladov, torej svetovni delniški osnovni prvi izbor, delniški vitalnost, farmacija plus potrošne dobrine in pa tehnološki sklad tehnologija. Inflacija v tem obdobju je znašala 11,3%, tako da imate nominalne rezultate vložkov v bledi barvi in pa v rdeči realne. Vidite tukaj zelo lepo, da če ste imeli denar v nogavici, je njegova dejanska vrednost danes manjša od 10.000 evrov. Torej ne morete si kupiti enako kot pred krizo, ampak manj, ker cene rastejo. Ena velika prednost delnic na dolgi rok je pa tudi v tem, da vam poleg nominalnega donosa prinašajo tudi zaščito pred inflacijo. Višje cene, višji prihodki firm, boljši poslovni rezultati in dolgoročno se to preliva v vse skupaj. Tako da, če povzamemo, kaj je ključno za naš dolgoročni uspeh, predvsem je ključno to, da si naredite jasen načrt, da opredelite kaj, koliko, kam, zakaj si lahko privoščimo in znotraj tega začnemo iskati alternative, ki so za vas primerne. In da tudi na dolgi rok strategijo uspešno izvajamo, ker ne pomaga nam dobra strategija, če ob prvem večjem padcu zaženemo paniko in zadeve prodamo, ki so nizko, ko vse rata super, ko se po medijih piše o rekordnih vrednostih, pa začnemo nazaj kupovati. Najvišji donosi se delajo, kot pravi Warren Buffett, eden najbolj znanih investitorjev vseh časov, tudi eden najbogatejših ljudi na svetu. Kupujte takrat, ko so vsi prestrašeni in bodite prestrašeni takrat, ko so vsi pohlepni. In to je eno izmed načel, ki zelo dobro funkcionira. In predvsem začnite varčevati čim prej, da je daljša doba, da obrestni učinek lahko ustvarja višji rezultat. Evo, toliko z moje strani, jaz se vam zahvaljujem za pozornost in seveda lahko odgovorimo še tudi na kakšno vprašanje z našega področja. Lejte, super ste, zelo ste pohiteli, ima pa še minutko, pa bom res izkoristila. Gospa z 20-letno naložbenim varčevanjem, njej se izteče varčevanje 2027. leta. Sklenila ga je med bikovskim trendom. Na koncu pa lahko pričakuje tak znesek, kot če bi varčevala na banki. Kako bi jo prepričal, da ta denar vloži recimo v delniške ali pa vzajemne sklade, če pa že do zdaj ni dobila nekega zelenega zadoščenja ali pa? Zdaj, mogo bi poznati točno naložbo.
raznih naložb v Sloveniji je bilo v zadnjih desetletjih ogromno. Jaz še eno stvar, ki jo bom zdaj res izpostavil, bodimo transparentni. Ko se odločate za naložbe, vi lahko varčujete v delnicah ali skladih, vendar posredno. Vedno preverite vse, kar imate na voljo, preverite stroškovno učinkovitost. Jaz bom rekel, zakaj k nam, zakaj v sklade, zakaj komorkoli, zakaj je smiselno. Prej smo si pogledali rezultate, pogledali smo si rezultate naših skladov in s temi rezultati, ki so živi, torej niso prirejeni, niso simulacije, ampak so živi podatki zadnjih 15, zadnjih 11 let, mislim, da so ti rezultati več kot zgovorni, da je to smiselno in tudi sogovornika sta prej to povedala. Ampak mogoče res še enkrat poudarjam, ko se odločate za naložbe, razumite jih, vedite, kaj vam nosijo, vedite, koliko koštajo, koliko stanejo in vedite, kaj od njih pričakovati. Ker največ napak v Sloveniji se je poleg tega, da smo doživeli to balkansko lokalno izkušnjo, zgodilo tudi na tem področju, da nismo poznali stvari, za katere smo se zelo masovno odločali. No, gospod Jerman, vam iz lastne izkušnje povem, da ženske znamo zelo dobro vlagati, ne, se bom malo pošalila, ne, z likvidnostjo pri nas absolutno ni nobenih težav, zato ker sem jaz ena izmed tistih 90% žensk, ki odločajo o nakupih in za družinsko debato ponavadi v različnih vrstah varčevanja zmanjka časa, no, oziroma to, kar ste prej rekli, načrt, časovnica, varčevanje ali vlaganje, se pri nas zelo hitro skrči na načrt vlaganje. No, ampak... Nič narobe s tem. Če se vi osebno tudi pri tem dobro počutite, če je kakovost življenja zaradi tega načina višja, je tudi prav. Važno je, da veste, kaj imate za naprej splaniran, da veste tudi, kaj vas čaka na starost, da imate zadevo pokrito. Če vam ta zadeva pije vodo in če se z njo še bolj počutite, je to mogoče še celo boljši rezultat. Tako da, to je najbolj pomembno, ne? Ker še enkrat mogoče tam ta izkušnja, včasih pride kakšen pa reče, ja, saj to je vse skupaj brez veze, saj bom vse zapravil, itak bo vse propadalo, v redu. Ok, ko se boš upokojil, veš, da boš dobil verjetno manj, kot imaš plačo, to je, mislim, da skoraj dejstvo, ko se ga zavedamo, takrat se boš tudi mogel sprijazniti s tem, da ne bo na voljo nekih prihrankov, če bo pa vse propadalo, pa mislim, da tudi penzije ne bo, ker če vse propade, tudi država ostane brez prihodkov in davkov. Tako da malo te racionalnosti je potrebne, ampak lahko se ob tem imamo prav fajn, uživamo in tudi zabavno živimo. No, vsekakor varčevalni politiki, taki drugačni se ne da izogniti. No? In o varčevalni politike, kjera pije voda in se obnese, v njej bo zagotovo lahko prav veliko povedal naš naslednji sogovornik. V naši sredini, če tudi na drugi strani ekrana, no, toplo pozdravljam aktivnega vlagatelja, gospoda Danija Gradišnika, gospodarja družinske kmetije z dolgoletno sadjarsko tradicijo. Z njim se bo pogovarjal moj kolega, Jure, tudi ti dobrodošel, Jure Ugovček, odgovorni urednik revije Moje finance. Izvolite, se veselimo vajine debate. Evo, še enkrat, hvala lepa, Jana. Gospod Gradišnik, bi mogoče lahko na kratko opisali, s čim se sami ukvarjate in v bistvu kako ste se prvič srečali z vprašanjem varčevanja v čem drugem kot v denarnih sredstvih, ki so nekako klasika. Lep pozdrav vsem skupaj. Ja, ukvarjamo se s sadjarstvom, smo družinska kmetija. Na 9 hektarjih sadovnjakov pridelujemo jabolka in zraven jabolka tudi sami tržimo. Pri takem načinu kmetovanja pridejo leta, ko se ustvari višek, pa pridejo leta, ko sploh zaradi teh vremenskih neprilik, ko tudi ni pridelka, tako v letošnjem primeru. In zato moraš razmišljati malo širše in si ustvarjati neko rezervo za tista leta. Kako pa imate naravnan svoj naložbeni portfelj? Ko ste se odločili, da zapustite recimo klasični denarni trg oziroma denarna sredstva, kako ste naravnali portfelj? Zdaj, kot je že prej gospod Jernej dobro predstavil te zadeve, jaz imam zelo razpršeno naložbo
v vzajemnih skladih, del nekaj obveznic, nekaj v delnicah in nekaj tako srednje tveganje. Načrt je, da vsaj približno poskušamo loviti inflacijo, pa kak prihranek še ustvariti. Kakšna pa je v bistvu inflacija v tem vašem primeru? Kako to gledate? V bistvu pogledate tisto, kar državni statistiki izračunajo zadnje čase, pravijo 1%, 2%, je to mogoče gledate na to kako drugače? Ja, kmetijstvo je zelo ena taka specifična panoga. Ne vem, mi kot primarni pridelovalci si ta zadnji lahko kalkuliramo popravke. Na strani repromaterialov se že takoj vsaka sprememba pozna in predne si lahko mi kalkuliramo to razvrednotenje, že kar dosti gubiš. Pa tako v procentih, recimo, če bi zdaj čez palec ugotovili, če si zadate nek cilj, da boste s temi sredstvi si nekaj namensko varčevali, kakšna je recimo takšna inflacija? Koliko v bistvu se podražijo razne mehanizacije ali pa mogoče surovine, ki jih potrebujete? Konkretno mehanizacija mislim, da je med 5 do 10% rast cenovna letna. Letos je pa sploh specifika. Mi pridelke, pravzaprav jeseni smo skoraj po višjih cenah prodajali kot zdajle, na trgu pa veste, kaj se dogaja. In goriva, repromateriali v kmetijstvu so večinoma vezani na gorivo in cene grejo v nebo, sploh zdaj spomladi, ko se je nova pridelovalna sezona štartala, smo bili kar vsi presenečeni. Cene pridelkov so pa iste oziroma skoraj manjše, kot so bile jeseni. Se pravi, če bi pustili ta sredstva samo na banki, bi izgubili več kot klasičen vlagatelj, ki recimo gleda tisti procenta pa 2 inflacije. Ja, sigurno. Ko pa ste omenili, ko ste se pred dogodkom pogovarjali, ste mi nekaj zanimivega povedali, da v bistvu se sami ne zavarujete za primere naravnih nesreč. Ja, ta zavarovanja v kmetijstvu so zelo draga. In mi smo se nekako odločili, da tudi, ker kmetijstvo je ena taka specifika, to ni tako kot pri podjetju. Mi znotraj enega računa moraš poskrbeti za svojo socialno varnost, za pridelavo, za vse. In si moraš kar dobro v glavi razdelilnik teh sredstev. In glih pri tem obvladovanju tveganj smo se nekako odločili, da boljš, da z leti varčujemo oziroma tisti znesek zavarovalne premije vlagamo sami nekje in na roku 10 let, 10 premij se mi zdi, da statistično gledano smo na boljšem, kot pa je bili pri zavarovalnici, ker zavarovanja v sadjarstvu so nekje čez 40% premije, potem imamo tudi 40 ali pa še več procentno odbitne franšize in je zelo malo tistega, kar te lahko reši ob takih dogodkih, ko je bilo letos, ko je bila kar huda pozeba. Pravzaprav ste kar sami neke vrste svoja zavarovalnica, tisto namesto, da bi plačevali premije noter, naložite v sklade in potem, če je slaba letina, pa v bistvu nekaj počrpate ven in krijete. Ja, zdaj recimo letos je bila huda pozeba, pridelka skoraj ne bo, nam bo z enoletnim zamikom bo prišlo do, ker zdaj še lanski pridelek prodajamo in naslednjem letu si bo sigurno treba nekaj izplačati ven. Je pa verjetno vseeno malo drugače imeti sredstva na delniških trgih, da vemo, kako lahko zanihajo, čeprav vemo, da na dolgi rok, kot je gospod Jerman razložil, nas peljejo gor. Kako pa se počutite oziroma kako gledate na te potencialne izgube? Zdaj, ko ste recimo imate smolo, slaba letina, veste, da bo težava. Ja, zdaj kmetje imamo kar debelo kožo. In zdaj, če čisto povem en tak primer, pridelovalci krompirja recimo so lani vložili v proizvodno krompirja in ga niso mogli prodati in so ga mogli završiti. Oni si ne bojo nikoli tega vložka povrnili. Recimo
v delniški naložbi oziroma v skladih, pa še vseeno imaš neko možnost tudi pri pacijih, da boš mogoče pa s časoma si povrnil vložek oziroma še kaj naredil zraven. Ta tveganja so za vas mala malica, ne? Ja, ne, so tveganja, ampak tako bo na vseh področjih. Izvajanje, sem hotel reči, malo sem se pošalil. V bistvu zdaj še niste izplačali sredstev iz teh skladov, to bo zdaj prvič, ne? Zdaj še nisem, saj nisem jaz glih vlagatelj z dolgo zgodovino kot kolega prej z Bohinja. Jaz sem prevzel kmetijo v letu 2012. Takrat smo se začeli ukvarjati, od leta 2012 do leta 2018 smo vse površine pokrili s protitočnimi mrežami. Tudi razmere na trgu so se spremenile, tako da smo si tudi nove kupce poiskali in dosti vlagali v pakiranje, hlajenje. Tako da zdaj šele v zadnjem času smo začeli ustvarjati malo sredstev, ki so primerna za vlaganje. Tukaj sva dobila še eno vprašanje iz publike. Imate intenzivno predelavo sadja, ne? Ja. In te nasadi pa niso zavarovani. Verjetno pa potem malo več pa namenite sredstev za dodatno zaščito, kot so mreže proti toči, se ste že omenili, ne? Je to toliko bolj pomembno, pa verjetno tudi vložki so potem pomembni za te stvari. Ja, zdaj pri sadjarstva brez mrež proti toči se ne da več predstavljati, ker včasih je bila toča enkrat na 10 let, zdaj je to vsakoletni dogodek. Glede pozebe, tudi v naši srednjeročnem planu bi radi naredili sistem oroševanja, ampak ker so pri nas take geografske razmere, moramo prvo še rešiti vodni vir. To je en tak srednjeročni načrt. Ja, dosti vlagamo v obvladovanje podnebnih vplivov. Je pa res, da na koncu, ne vem, bo to treba vse v končni produktu kalkulirati, ampak v tem trenutku vsega tudi ne gre. Spravim, ljudje se bodo mogli zavedati, da ta podnebno tveganje ne bo mogel sam kmet oziroma pridelovalec plačevati, na koncu se to moglo na vse razdeliti. Pa je težava tukaj narediti v bistvu ta korak naprej. Se vam zdi, da se bo to uredilo, da se bodo cene produktov oziroma sadja v vašem primeru povišale? Ja, ne vem, to bo mogel trg uravnati. Zelo zanimivo bo spremljati naslednjo leto, ker bo v Sloveniji dosti manj pridelka in tudi kompletno evropsko sadjarstvo bo kar manjko, in bo zanimivo videti, kaj se bo dogajalo na trgu. Ko se pogovarjate z ostalimi v dejavnosti, mogoče tudi malo širše, če gledamo kmetijstvo nasploh, jih veliko razmišlja tako kot vi, se verjetno se s kom pogovarjate o teh stvareh, pa kakšni so odzivi, ko jim poveste, kako razmišljate o tej svoji zavarovalnici, če lahko tako imenujemo? Jaz bom rekel, vsak ima en svoj pogled, se mi zdi, da ni dosti kmetov, ki bi vlagali v delniške sklade. Se mi zdi, da bi vseeno mogoče bilo dobro, da bi bilo več tega. Kaj se pa mislite, da so razlogi za to, da se za to ne odločajo? Kakšen strah? Zdaj mislim, malo pretekle izkušnje, malo nepoznavanje, malo, ne vem, včasih na kmetiji je tudi zelo pomembno, da obvladaš ekonomijo obsega, ker obseg ene kmetije družinske mora biti tak, da ga ena družina obvlada. In marsikdaj prihaja do tega, da te delo zasuje in kar pozabiš, ne razmišljaš o drugih stvareh več. In tam se mi zdi, da se kar dosti izgublja v slovenskem kmetijstvu. Marsikoga je obseg malo povozil. Hvala lepa. Bi mogoče še kakšno več rekli potem na zaključni okrogli mizi. Jana, vidim, da se nam je tudi priklopila tukaj že, tako da prosim. Moram reči, gospod Gradišnik, zelo zanimivo in potrjujem iz lastnih izkušenj, res kmetje imate zelo debelo kožo,
oziroma ste zelo iznajdljivi in absolutno čestitke za vse, kar ste že naredili za obvladovanje klimatskih sprememb in srčno verjamem, da bojo srednjeročni vaši načrti uspeli, da boste lahko postavili sistem za oroševanje. Skratka, izzivov vam ne manjka. To nikoli ne zmanjka. Res iskrene čestitke in verjamem, da ob 10. obletnici prihodnje leto, 10. obletnici od tega, kar ste prevzeli kmetijo, da boste s prvo desetletko zelo zadovoljni. Res hvala. Ja, hvala vam. Smo zelo hitro smo prišli v zadnji del našega današnjega webinarja Osebne finance, v katerem bodo vsi sogovorniki zdaj pa predebatirali slišano in odgovorili še na kakšno vprašanje. Se pravi, ne obupati, če na vaše vprašanje še nismo odgovorili. Vprašanje pa lahko še naprej v klepetalnici tudi puščate. Preden pa gremo v novo debato, pa vabljeni, da si skupaj ogledamo sporočilo našega strokovnega soorganizatorja in podpornika srečanja Generali Investments. No, naš srčni utrip je tudi po tem sporočilu še naprej na zelo visoki frekvenci, sicer pa komu debata o denarju ne pospeši srčnega utripa in sedaj bo to visoko dinamiko skupaj držala naša štiriperesna deteljica naših sogovornikov. Se pravi, z nami so skupaj zdaj Boštjan Mencigar, Matej Tadej Jerman, Dani Gradišnik pa Jure Ugovšek. In ne pozabite, med vsemi vami, ki boste z nami ostali do konca webinarja, bo žreb za lepe nagrade Generali Investments. Jure, izvoli. Hvala lepa. Bi mogoče kar nadaljeval z vami, gospod Gradišnik, eno vprašanje je bilo vezano na to področje, pa potem tudi mogoče še ostalima dvema enako zastavim. In sicer, kako privarčevati za novo investicijo v kmetijstvu. Recimo, rekli ste, da cene rastejo, recimo, da se danes, mogoče imate tudi kakšen sami tak primer, da danes varčujete za kakšno stvar, ne veste čisto točno, kdaj bo, recimo, da je ta cilj odmaknjen nekaj let in kako se tega vprašanja lotevate. Za denar smo ugotovili, da je izgublja na vrednosti. Ja, treba imeti zelo jasen cilj. Treba se tudi malo pogledati na te razpise evropskih skladov in v skladu s tem voditi načrtovanje investicije. Potem pa čas pokaže. Če država razpiše sofinanciranje pri določeni investiciji, je lažje. Če imaš pa jasen cilj, pa da ne prideš do razpisov, pa probaš nekako drugače. Pa verjetno večji lastni delež, ne? Ja, važno pa je, da imaš vizijo pa cilj in da ga zasleduješ. Gospod Jerman, če si predstavljava nekoga, ki varčuje, ki lahko si privošči privarčevati, da ima cilj recimo v 5 letih privarčevati za določeno mehanizacijo, stroj, investicijo, kakšno večjo v kmetijstvu, kako priporočate, da bi se v današnjem času lotili takšnega naložbenega načrta? Ja, hvala za vprašanje. Jaz bi se tlele, kogar poslušam zelo skrbno ravnanje našega gosta, osredotočil predvsem na ključno vprašanje, koliko tveganja si je dejansko ta oseba sposobna privoščiti. Ker če gre za neko fiksno investicijo čez 5 let, ocenimo, da vemo, kakšen je znesek. Zdaj, a je kakšen prak, do kje si lahko privoščimo, torej, da se ta znesek ne bi dosegal, je kaj špage po domač povedan in jaz bi iz tega potem izhajal in tukaj zadevo prilagodil. Glede na stopnjo tveganja, vsekakor pa, ker gre za neko malo daljše obdobje 5 let, torej govorimo, če smo pravilno termin srednjeročni dobi, bi se jaz v splošnem odločal nekje v neki uravnoteženi smeri, bolj s poudarkom na razvitih svetovnih trgih, torej, da se tveganje tudi znotraj tega nekoliko zmanjša, ker zgodovina nas uči, na največjih trgih
je volatilnost, se dogajajo pretrese, ampak na največjih trgih se tudi zadeve najhitreje uredijo. Torej, primer ZDA je tukaj že parkrat v zadnjih 15 letih to pokazal. Tako da bi pa znotraj tega siguren se zelo temeljito pogovoril o ciljih, o sposobnostih in tudi vsako leto to zadevo ustrezno prilagajal, ker je treba tveganje vsako leto zmanjševati do končnega cilja. Boštjan, imaš ti mogoče kakšno svojo izkušnjo takšnega varčevanja, recimo, da si več let dajal denar na nek kup, pa si potem si ga tudi plemenitev in potem recimo v 5 letih kakšno investicijo uspelo. Mogoče kakšen avto, kaj podobnega, če bi jo mogoče delil z nami. No, seveda, verjetno največje investicije, saj dokaj smo relativno mladi, prve take večje investicije so vidno verjetno avtomobili. Jaz se kar pridružujem kolegu Jermanu. Seveda tveganje v prvih letih lažje sprejmaš večje, bolj ko se približuješ samemu izplačilu oziroma ko bo potreba po teh finančnih sredstvih, je pa treba biti zelo previden. Tako da meni se zdi to, sploh če je to točno fiksiran datum, da bo tako naložbo treba izvesti, je treba zelo preudarno ravnati in rajš tudi kaj prej že izplačati, kot pa tvegati, da pride do nekega večjega nihaja ravno v trenutku, ko bi ta denar potrebovali. Se mi zdi boljše se odreči nekemu donosu, kot pa da potem zaradi tega zmanjka. Tako da tukaj predvsem previdno. Gospod Gradišnik, tukaj imamo še eno vprašanje za vas, in sicer malo tudi osebne narave, ki imate kmetijo, kaj ste po izobrazbi, kako spremljate naložbene možnosti, ki jih v bistvu prepoznate, kako dolgo vlagate prihranke v delnice in sklade in pa še kriptovalute, če vas morda so vas kaj primamile v zadnjem času. Ja, ker na koncu začel kriptovalute, me še niso primamile, ker to področje premalo poznam. Kar ne poznam, me toliko ne zanima. Nahajamo se v okolici Velenja, Šaleška dolina. Kaj je že bilo? Po izobrazbi kaj? Ja, po izobrazbi sem diplomiran agronom. Agronomijo sem študiral v Mariboru. In pa kje ste spoznali naložbene možnosti? Ja, to pa, ne vem, iz medijev iščeš variante. Vse tega je dosti. Pretehtali smo marsikako zadevo, marsikje smo se tudi opekli, ampak mislim, da tele vzajemni skladi in razpršene naložbe so še najbolj primerne za nas. Za naš način varčevanja. Hvala lepa. Gospod Jerman, prej ste se z Boštjanom že malo dotaknili tudi vprašanja zlata in srebra, tudi vi ste ga v svoji prezentaciji. Kaj pa, če takole zasledimo koga med vlagatelji, ki pravi, da bi kar večji del zdaj selil iz banke v zlato v takšni ali drugačni obliki? Kaj v bistvu v kaj se spušča nekdo, ki to naredi? Recimo, da ima praktično vse premoženje najprej v banki, potem pa 80% da v zlato. Najprej se sigurno sooča z veliko spremembo svojega investicijskega portfelja, kakorkoli ga imenujemo. Druga stvar, ki bi jo jaz še enkrat poudaril, vedno izhajamo iz načela poznavanja zakonitosti delovanja. Tudi prejle sta lepo govorila že o tej temi, jaz se absolutno z vsem strinjam. Ena stvar, recimo zlato tudi nekega cash flowa ne ustvarja, torej nimate izplačila dividend, nimate nekega denarnega toka, treba je pa poznati njegove zakonitosti, kajti na ceno zlata zgodovinsko vplivajo nekateri faktorji, kot so recimo količina denarja v obtoku, inflacija, velikost bančnih bilanc centralnih bank in pa mednarodne, predvsem stabilne gospodarske razmere. In pa velja kontrakorelacija z delnicami. Tako da druga stvar, kolikšna je dejanska velikost zlata v globalnem sistemu, je bistveno manjša kot delnic in obveznic. Torej, ne pravim, da je kaj s to naložbo narobe, vendar naj bo ustrezna v velikosti 5 do 10% povprečnega portfelja. Vendar, glejte,
kar nas zgodovina uči, kdaj je cena zlata najbolj rasla. Cena zlata je imela zlato desetletje od leta 2001 do 2011. Torej v času 2 izjemno hudih kriz, ko so delnice padle obakrat skoraj 50 oziroma nad 50%. In kdaj se je cena zlata obrnila navzdol, takoj potem, ko smo rešili evropsko dolžniško krizo in pa krizo evra. Kdaj je cena zlata drugič rasla? Lani, ko je eksplodirala pandemija, ko so objavili, da imamo cepiva, je cena zlata padla navzdol in zdaj spet raste, odkar se je pojavil strah pred inflacijo. Če pogledate pa 30-letno obdobje in kombinirate delnice in ceno zlata, ugotovite, da so delnice, ki mi temu pravimo outperformale ali dosegle celo 3-krat višji donos. Vendar, če se stavite oboje skupaj, je pa zelo dobro, ker ko so šle delnice gor, je mogoče zato šlo dol, ker so delnice padle, ste mačkeno tam dobili in ko to sestavite in razumete delovanje, je super. Iti samo noter zato, ker je pa to zdaj v medijih kot ali pa kjerkoli, da se ne bom zdaj napačno medijev lotil, ampak ko zasledite, da so donosi izjemno visoki, previdno preučite, vprašajte in se poskusite iz naših nasvetov nekaj naučiti, kot smo se tudi mi vsi učili v preteklosti na raznih trgih teh zadev. Hvala lepa. Še eno vprašanje bi tudi mogoče vam zastavil, gospod Jerman. Pred dogodkom je bilo poslano in sicer ali tržite tudi tako imenovane ETF sklade, pa da bi mogoče samo razložil, kaj to je. To se pravi, to so skladi, ki kotirajo na borzi, za razliko od zajemnih skladov, pa nekateri jim dajo kot prednost stroškovno učinkovitost. Ne, mi jih ne tržimo, ker gre za pač produkt, ki ga družba za upravljanje nima. Mi imamo v svoji ponudbi vzajemne sklade, ki imajo tudi, bom rekel, kupico prednosti od stroškovne učinkovitosti pri prehajanju, prilagajanju svoje naložbene politike do davčnega odloga, če vi sklad zamenjate delniški za obvezniškega denarnega in tako naprej. Še enkrat opozarjam, ja, so primerni za nekoga, ki se malo bolj spozna na borzo, za nekoga, ki je pripravljen trgovati s tem sam, torej potrebuje trgovalni račun, ki zadevo spremlja in pa ob vsaki transakciji je potrebno tudi računati, da oddajo davčne napovedi. Tako da so plusi, so minusi, v splošnem mogoče primernejši za malenkost bolj izobražene nadobudnejše vlagatelje. Pa še eno vprašanje tudi bi vam zastavil in sicer ste kaj spremljali v zadnjem času, kako donosne so podjetja iz panoge kmetijstva, predvsem te, ki proizvajajo mehanizacijo, in če je v Sloveniji kakšno podjetje, ki kotira, Boštjan, tega pa nimamo, ne? Da bi kakšno podjetje slovensko kotiralo. Na Ljubljanski borzi ga ni, da bi sledil temu, kar se na teh trgih dogaja. Ne. Imamo pa v bistvu enega lastnika, lani po novem na lestvici najbogatejših iz tega področja, to pa lahko povem, ker smo ravno pripravljali lani. Gospod Jerman, kaj pa donosnost sicer te panoge? Zdaj, sama podjetja, bom rekel, jih ne poznam toliko podrobno, spremljam v glavnem makrosliko, spremljam svetovne trge kot celoto, lahko pač ocenimo, da so se določene surovine oziroma temu pravimo soft commodity, les, pšenica in ostale zadeve bistveno podražile, kar je tudi posledica vsega tega, kar smo tudi že lepo slišali od gospoda Grdišnika, zakaj je do tega prišlo in kaj se dogaja. Zdaj, v skladih je pa tako, skladi sledijo replikaciji nekega trga, torej če imamo sklad, ki sledi ameriškemu delniškemu trgu, potem je njegova sestava približno taka, kot je ameriška, tam prevladujejo trenutno tehnološka podjetja, farmacevtska podjetja, tako da so ta podjetja nekje v manjši meri niže zastopana, tako da bi pa veliko težje o posameznih imenih govoril, ne. Tako da v manjši meri jih pa sigurno imamo tudi kje v ozadju vključena, vendar to so že tisti spodnji deli manjših naložb, ki jih pač poznamo. Hvala lepa. Imamo eno vprašanje na vse tri in sicer, kaj bi svetovali kmetu, ki bi 5000 evrov vložil in upa na čim večji donos? In kakšen letni donos pomeni danes varno naložbo? Bi mogoče gospod Grdišnik najprej vas izval, potem Mencinger in potem Jerman, če se strinjate s takšnim vrstnim redom? Ja, prvo, če je doma vse poštimano, če je proizvodno vloženo, če je to višek,
potem bi svetoval kako razpršeno varno naložbo. Primarno bi pa svetoval vložek v proizvodno. V osnovno proizvodno. Hvala lepa. Gospod Mencigar, če vas sosed vpraša, imam 5.000 viška. Ja, to je zanimivo. Vsak bi imel visok donos, ampak visok donos gre vedno v koraku z tudi visokim tveganjem. Tako da nekatere naložbe, vsaj tako kot jaz vidim kripto in podobno te visoko tvegane naložbe, je po mojem kar dosti primerljivo nekemu kazinoju. Tam saj tako isti trenutek veš, rdeče, črno, krat 2 ali pa vse. Tako da malo za hec. Zdaj, če bi pa konkretno 5.000 evrov, se mi zdi že kar primeren vložek, da se nameni nekako v 3-4 različne naložbe. Če je to na slovenskem trgu, pač se v predhodnih mora biti odprt trgovalni račun in podobno. Na slovenskem trgu bi se pač držal teh najbolj priljubljenih podjetij, pa jih ne bi zdaj naštel, pač te, ki so naša največja. Ali pa mogoče, če bi pa se hotel še bolj igrati, pa mogoče nekaj več tveganja, pa trgovanje na zahodnih borzah v Ameriki, tam pa je izbira neomejena, pač tam tehnologija je trenutno izjemno vroča, ampak kot že rečeno, visok donos gre zmeraj v korak s visokim tveganjem. Gospod Jerman, vaš pogled? Ja, se absolutno strinjam s povedanim. Zdaj, če je to 5.000 evrov, ki jih lahko pogrešamo v celoti, potem načeloma jih lahko razpršimo. Bom šel v zelo širok okvir, lahko damo 1/5 na kripto, pa probamo, če bo na daljši rok, če ne bo, če smo jih pripravljeni pogrešati, pol ni problema. Lahko se tudi kupi kakšno domačo delnico, kakšna dobra dividendna donosnost, definitivno pa ja, tudi na globalni ravni, ko smo se že pogovarjali, dajmo biti zdraven tam, kjer se dogaja in kot je gospod Mencigar lepo rekel, trenutno so najvišji donosi tam, kjer je produktivnost najvišja, torej tehnologija in še kaj podobnega, tako da siguren bi en del potem svetoval tudi mogoče v bolj dinamično zgodbo v globalni ekonomiji, kjer se pač stvari dogajajo. Je pa dobro upoštevati načelo, večji strah, večji, ko je popravek, večji, ko je nekje padec, bodimo takrat bolj pogumni in takrat, ko vidimo izjemno visoke donose, recimo poglejte kripto primer danes ali pa 2 dni nazaj, pa 2 tedna nazaj, pa vam bo točen jasen, o čem se pogovarjamo. Tako da, ja, dajmo razpršiti tudi v tem področju na malo več teh zgodb, ki imajo dodano vrednost, ki nekaj proizvajajo. Zdaj, če pa eno malenkost date za špekulacijo višjega namena, pa tudi nič narobe, če ste to res pripravljeni pogrešati. Se pa v zadnjem času veliko finančni mediji pišejo o problemu inflacije. Koliko resno moramo pa to upoštevati danes, če danes sestavljamo svoj portfelj, gospod Jerman? Jaz mislim, da je to težava, ki jo moramo vedno upoštevati. To je zadeva, v kateri se jaz z strankami, z vlagatelji, z izobraževanjem ukvarjam že 15 let. Imamo 2 vrsti tveganja, ki se ga radi zavedamo, pa ne. Eno je volatilnost, to je tveganje, kam bo naložba šla. Na kratek rok nas najbolj boli, če grejo delnice -30, na 100-letnem grafu približno vemo, da je donosnost taka pa taka. Pri inflaciji se pa na kratek rok ne zavedamo, na dolgi rok nam pa zelo veliko realnega donosa poje. In to je cirka v Ameriki v 100 letih približno 3%. Tako da jaz bi to vedno izpostavil, mogoče v trenutni situaciji še malenkost bolj. Bomo videli, kaj bo, ali imamo zdaj trenutno res tisti medletni cikl, ker je ta cena povišano višja, ampak mi se s tem ukvarjamo in nekako tudi pri sestavi portfeljev poskušamo malenkost biti bolj diverzificirani, torej razpršeni znotraj in obveznic in denarne komponente na tiste zadeve, ki so malenkost manj občutljive, in pa znotraj delniške zgodbe siguren malo več poudarka na tiste zgodbe, za katere vemo, da so tudi zgodovinsko v inflacijskem okolju bolj uspešne. Torej, če pride do dviga obrestne mere nepričakovanega, bo finančni sektor od tega zelo veliko odnesel, tudi kakšna diskrecijska potrošnja
farmacija, kakšne take bolj defenzivne zgodbe so zanimive, a ne. Bolj problematičen je dvig obrestne mere, recimo za tehnološka podjetja, kar tudi zadnje mesece povzroča malo volatilnosti na trgu, ampak to se nekako upošteva v enem normalnem razpršitvenem konceptu, torej ne črno, ne belo, ampak kot je bilo že tokrat poudarjeno, razpršitev na zdravem temelju z razumevanjem, kaj počnemo, je po moje še vedno najboljši odgovor na vprašanje. Mogoče, gospod Gradišnik, ko berete kakšne novice oziroma v zadnjem času, ko razmišljate o svojih delniških naložbah, česa vas je najbolj strah, v bistvu, kakšnih gibanj določenih, kaj bi lahko tisto, kar bi sprožilo kakšne negativne posledice na vaš portfelj? A se s tem sploh vprašanjem ukvarjate, ali rajš kar zaprete vse in lepo naj obrestni račun, kot je gospod Jerman lepo prej prikazal, naredi svoje? Ne moreš tega izklopiti, zato se skozi spremljamo novice, skozi obstaja strah pred kakimi večjimi popravki, ker to bi spet pomenilo, da smo dlje od cilja, ko smo si ga zastavili, srednjeročnih in dolgoročnih ciljev. Spremljamo novice, probamo prilagajati portfelj sproti, kaj več pa ne moremo. Boštjan, dostikrat govorimo, ko je debata tako o naložbah, ne samo kako vstopati. Včasih se pa potem pozabi vprašati, kako prodati, kdaj prodati, kako se to odločati. Zakaj sploh varčujemo, se včasih sploh ne zavedajo nekateri, ko samo varčujejo. Potem včasih na koncu lahko že sladke skrbi, ampak a ti imaš kakšen plan, kako boš prodal te stvari in kako boš temu pristopil? Pa če so kdaj kakšne trgi pregreti, boš predčasno pred svojim doseženim načrtom izstopil iz delniških naložb? Ja, se mi zdi, da je kot kdaj kupiti, mogoče večja umetnost, kdaj prodati. To je, dostikrat se izkaže to še kot bistveno večji problem. Jaz se je neštetokrat zgodilo, da sem si postavil plan, pa je potem neka delnica konkretno izjemno hitro zrasla, pa sem jo prodal v tistem trenutku po moji oceni po izjemno visokem tečaju, pa je šla tudi še krat 2 se je zgodilo, sploh ni bilo problema. Tako da tukaj je bilo kar nekaj izgubljenega donosa in tudi v tistem trenutku, ko delnica ima nek moment, ko raste, takrat to iz dneva v dan, takoj vidiš, če si prehitro prodal, kakšno neko virtualno izgubljen potencialni donos si ustvaril. Dostikrat se pa zgodi, da ko pa delnica po nakupu začne upadati tečaj, tako pa pač kar držimo vlagatelji in čakamo, kdaj se bo nekako vrnila na neko točko, kjer je bila kupljena. Tukaj so bile pa tudi situacije, ko je trajalo tudi leto, 2, da se je vrnila na nakupni tečaj, pa je potem tudi v 14 dneh pa naredila še dodatnih 50%. Tako da, kdaj prodati, jaz načeloma se kar odločam na trenutno situacijo, na splošno neko sliko v svetu, pa poskušam včasih vsaj z delom portfelja, ki ga imam namenjenega nekako za igranje, da po nekih večjih rasteh tudi prodam in jo tudi ne gledam več take delnice. Ker najslabše pa, da začneš loviti, pa kasneje spet kupovati, takrat se pa večinoma hitro tečaj obrne in se zgodi samo slabše. Tako da, ja, kdaj prodati je v bistvu po mojem mnenju večja umetnost, kot pa kdaj kupiti. Ker tukaj se naredi glavna razlika. Počasi se nam čas izteka, bi pred zadnjim sklopom vprašanj napovedal še anketo, bi prosil za režije, če jo dodajo, in sicer zanima nas, dragi gledalci, ali ste po povedanem spremenili svoje mnenje glede možnosti varčevanja in naložb, predvsem skratka, ste bolj naklonjeni delniškim naložbam, kot ste bili v preteklosti. Med tem časom, ko
gledalci razmišljajo, pa bi šel v bistvu še tukaj vidim, da so še ene dodatne vprašanja. Gospod Jerman, čisto se mora vlagatelj začetnik zavedati, ko se odloča, da se poda na delniške trge? Predvsem tega, kaj od trga lahko pričakuje. Jaz temu pravim, to je približno tako, ko greste v trgovino, kupite nov stroj, nov izdelek, najprej preberete navodilo za uporabo, da se seznanite s tem, kaj od zadeve pričakovati. In potem, ko se seznanite s tem, kaj od delniškega trga lahko pričakujete, v isti sapi morate imeti odgovora, je to zame primerno ali ne. Tako da jaz bi rekel, to je iz mojih izkušenj in z mojim delom najbolj pomembno. Torej, seznaniti vlagatelja iskreno, ne samo o zgodbi navzgor, ampak tudi o tistih časih, ko bo šlo slabše, koliko slabše bo šlo lahko, kako pogosto se to lahko zgodi in kako bomo v tisti situaciji ravnali in ko to vse skupaj zapakiramo, v bistvu dobimo veliko lažje odgovore. No, zanimivi in razveseljujoči odgovori. Me zelo veseli, samo enega nismo uspeli prepričati. Upam, da se te nasveti seveda se izkažejo kot v redu, da se ne bo v bistvu šlo v prevelika tveganja, ampak se mi zdi, da je bilo dosti dobro, velikokrat poudarjeno, predvsem mogoče na tvoji izkušnji, Boštjan, izpred 15 let in tudi opisa o izkušnji ostalih, da na posamečni trg ne gre z veliko žlico. Bi imel pa mogoče še za konec tole vprašanje, še eno pojasnilo so prosili. Zakaj je nihajnost trgov nezaželena, če pa prinaša največji donos? Mogoče dober izziv, gospod Mencinger in gospod Jerman. Ja, seveda za nazaj gledati graf je lahko, in seveda nihajnost tako prinese tudi izjemne donose, ampak nazaj gledati dno pa vrh, vsi znamo oceniti, kdaj bi bilo fajn prodati, pa kdaj kupiti. Zdaj, ko si pa v trenutku, ko se moraš pa odločiti, zdaj trenutno pravi čas za kupiti ali za prodati, je pa bistveno bolj zahtevno. In v trenutku, ko se odločiš narobe in da je takrat nihaj navzdol, takrat ni donosa, ampak je samo izguba. Tako da da bi dolgoročno zares kdo na tej nihajnosti zelo dobro služil, jih je zelo malo poznam. Tako da to je velikokrat bolj srečo povezan kot pa kaj drugega, po mojem mnenju. Gospod Jerman, bi kaj dodali na to? Nihajnost je sestavni del investiranja, to je dejstvo, ker če volatilnosti ne bi poznali, pa tudi ne bi bilo marsikaterih produktov in ne bi imeli kaj z njimi početi. Jaz bom tako rekel, nemogoče je zadeti dno, zadeti vrh, najbolj pomembno je pa še enkrat to, da se zavedamo, da do tega lahko pride, pa tudi če malo preučujemo zgodovino, včasih vidimo po kakšnem indikatorju, do kje zadeve lahko grejo, kdaj se začnejo priložnosti pojavljati, imamo tudi razne indekse volatilnosti, kot je VIX, v ZDA, ki nam pove, da ko se njegova vrednost dvigne nad 40 in več, je zgodovinsko dokazano rezultat prihodnjih donosov dvakrat višji, kot če kupujete v času, ko je indeks volatilnosti pri 20. Jaz sem se s tem recimo lani aprila zelo veliko ukvarjal, ko smo pri nas tudi iskali rešitve in smo si malo pomagali v ekipi, kako se pa zdaj tega lotiti. In zgodovina se še enkrat postavlja na našo stran, tako da ključno je, tega se zavedimo, volatilnost ni v bistvu nič slabega, na kratek rok mogoče je šokantna, ostane nam pa samo zaupanje v to, da se bo način življenja, ki ga živimo, nadaljeval tudi v prihodnje. Če to zaupanje imamo, super, če ga nimamo, pa ne vem, nam preostane, da uživamo vsak dan najboljš, kakor ga znamo in upamo, da bo jutri tudi lep dan. Tako. Zadnji krog vprašanj bi še enega od gledalcev zanima, kako imate pa vi sami portfelje naravnani. Gospod Gradišnik, vi ste nekaj že povedali, mogoče malo z odstotki, če pojasnite, kako ste razpršili. Nekje med 30 pa 40% obvezniškega, ostalo pa delniški. Tu nekje. Hvala. Boštjan? Jaz moram najprej reči, da sem tipičen vlagatelj, tako da mogoče ne se pomeni zgledovati. Jaz imam
pač večinoma vse v delniških naložbah, tako siguran 90% ali več, mogoče v tem trenutku celo nekaj več gotovine, no, tako da zdaj mogoče je res zdaj trenutek, ko pa lahko rečem, da jo imam nekaj več, in s tem, da čakam na nek nihaj navzdol, no, v tem trenutku, ker se mi zdi, da je mogoče zdaj trenutek, ko so tečaji malenkost pregreti. Zdaj čas bo pa pokazal, ali je bila to prava odločitev ali ne. Tako da se mi pa zdi, no, da vsaj nek manjši del je vedno dobro imeti tudi v denarju in da se potem te nihaje še lažje izkoristi. Res, da se lahko odrečeš tudi nekmu potencialnemu donosu, če bi imel vse investirano, ampak kot rečeno, no, to je samo sreča, da to zadaneš, tako da zmeraj je dobro imeti tudi nekaj še na zalogi in da se potem te mogoče kakšne večje nihaje navzdol pa še lahko res izkoristi. Zanimivo, držimo pesti, da se izide. Ja, zelo pozdravljam to strategijo, to je v bistvu tudi ta metoda relativnosti, to poudarja, tako da jaz bom rekel zadev, ki je namenjen malo bolj dolgoročnemu delu, družinsko gledano, bolj gledamo kot nek penzijski cilj, ne, zdaj se bo malo klišejsko slišalo, ampak dejansko je bilo prej lepo rečeno, nekaj se nam pa zmanjka ciljev za idejo, vse jo imamo vedno, če ne drug pa bomo za pokojnino šparali, ne. Tako da pri nas, jaz sem si postavil model 90-10 na družinskem nivoju, kar pomeni, da se zasleduje delniško 90:10 in se malo s temi utežmi igram, kar tudi predavam in podajam naprej ljudem in se mi zdi, da zadeva kar precej dobro funkcionira. Tako da v glavnem s tem, v preteklosti so se mogoče še s kakšnimi bolj dinamičnimi zadevami tudi poukvarjal, ampak trenutno za tisti del, kjer si ga lahko privoščimo za daljši rok, se dejansko zadeve res po tej metodi tudi lotevam, torej 90-10 equity versus delnice versus cash, torej denar, obveznic trenutno ne uporabljam. Torej ali je eno ali je drugo in ko se zadeve rotirajo, malo dopolniš in je to. Odlično. Hvala lepa. Jana, predajam besedo. Res za izvrstno dinamično debato, za izčrpne informacije in predvsem za zelo iskrene odgovore. Tako da hvala lepa, gospod Boštjan Mencinger. Hvala gospodu Tadeju Jermanu in iskrena hvala gospodu Daniju Gradišniku. Jure, super si tole odvodil. Ful, veliko smo zvedeli, tako da hvala, verjamem, da bodo osebne finance še v prihodnje naša debata in da se bomo na to temo še kdaj srečali. Predvsem velika iskrena zahvala našemu strokovnemu partnerju in podporniku webinarja Generali Investments in seveda iskrena hvala vsem vam, udeležencem webinarja, hvala vsem, ki ste zastavljali vprašanja in bili z nami v našem skupnem iskanju pravzaprav odgovorov, kako učinkovito upravljati osebne finance. Med vsemi, ki ste ostali z nami do konca, bomo torej žrebom po koncu webinarja podelili, ne pozabiti, 11 nagrad. 10-krat bon v vrednosti 40 € kot vplačilo v izbrani podsklad Generali krovnega sklada in en bon v vrednosti 100 € kot vplačilo v izbrani podsklad Generali krovnega sklada. In v nekaj dneh po dogodku boste dobili v predal vaše elektronske pošte sporočilo našega partnerja Generali Investments z vsemi informacijami povezanimi s prejemom in koriščenjem nagrade. Čestitke vsem že vnaprej. Če vam bo današnja debata skrajšala spanec, se vam res iskreno opravičujem, meni ga zagotovo bo. Hkrati vam želim v imenu celotne ekipe Agrobiznisa naj vam Volos, to je pa slovanski bog podzemlja in bogatstva, stoji ob strani. Če pa bo to tudi Generali Investments, pa toliko bolj. Srečno in lahko noč.